Evo, to je najno kraljestvo na Kolipe. Imamo tale svoj bungalovček, ki je od plaže oddaljen 50 metrov. In ja, na sebe sem si zapekel švic majico. Kaj bova zdaj počela, draga sončnica? Snorklala. No, tako izgleda najno jutro. Snorklava 2 uri, toliko časa, da sva zjebana komambe in zdaj greva v mesto jest. Saj vem, da bi po vseh kriterijih mogla mi na Tajskem, jaz sam tajsko hrano, ampak zdaj sva tu že 1 mesec in priznam, da že gre malo teže dol po grlu, tako da zdaj greva na indijsko. Evo, sita. Skratka, to je Kolipe in zdaj lahko hodiva po tejle uličici, ta glavni, kjer se več ali manj vse dogaja in vse zgodi. Zdajle je ful mirna, ker je sred dneva in po moje mislim, da vsi ljudje počivajo. Lastniki restavracij imajo pa siesto. Otoček je zelo na jugu države, čist dol pri Maleziji in pač pravijo, da še tako 10 let nazaj, da je bil še čist neturističen, zdaj pa je kar, ne, zdaj pa je kar veliko, predvsem Kitajcev, dobro, tudi Evropejci, valjda, in cene so šle kar gor, ampak so vsem znosne. Mira tam za najin bungalovček, ki ste ga prej videli, plačujeva majčkeno manj kot 20 evrov. Pa sva na plaži, najlepši plaži. Je pa Kolipe ful znan po menda ful lepih plažah. Eno smo že raziskala in to je ta najna, Sunrise. Menda je ful lepa, je pa tudi Sunset Beach, kamor greva zvečer za sunset, kar za naj pomeni vseeno še 4 ure čakanja. V tem videoposnetku pa sam še 20 sekund. Vroče je. Evo, tole je pa ta grda plaža na Kolipe. Ta grda. In sicer je grda predvsem iz tega razloga, zato ker tukaj pristanejo vse ladje in vsi ti longtail boati in je tako mečken je natrpan, ampak vsem bi kar šlo, no. Da bi. No in tole je ta Sunset Beach. Zdaj, da bi bila ful navdušena, vse nisva, vse je lep. Sam najin Sunrise Beach je ful lepši. Ful. Pa prišla sem, sva se poscala, kako mi dva rečeva. In zdaj greva na najino plažo in se bomo vrgla v vodo in bomo dočakala sončni zahod v objemu.